Dober dan in lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin, spoštovani in spoštovane. Družba Hit praznuje 40 let in skupaj z njo vsi centri na čelu s Parkom, prvo Hitovo hišo, kjer se je vse skupaj začelo pred 40 leti. No, kje je danes Hit? Kakšni so cilji za naprej, kakšne načrte ima nova uprava, ki je pričela z delom januarja letos? O vsem tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Naš gost pa predsednik uprave, magister Sandi Brataševec. Dober dan voščim. Dober dan. Naj vas na kratko predstavim, čeprav vas verjamem vsi oziroma številni že dobro poznajo. Novogoričan, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, magister poslovnih ved, izkušenj na vodstvenih položajih vam ne manjka, saj ste bili vrsto let v panogi javne mobilnosti in turizma v družbah Nomago, Aurigo in Izletnik, Celje, po večini na vodstvenih položajih. Preden ste nastopili funkcijo predsednika uprave družbe Hit, pa ste bili med leti 2018 in 2022 vodja Nomaga oziroma glavni izvršni direktor Nomaga. No, lani ste opravljali funkcijo svetovalca uprave ter predsednika upravnega odbora družbe Nomago Italija. Ste tudi eden od ustanoviteljev družbe Soča Rafting, nekoliko o teh začetkih bova lahko rekla tudi kaj v nadaljevanju. Ostajate pa aktivni v Združenju turističnih agencij Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer ste podpredsednik upravnega odbora. Morda tukaj vprašanje, zakaj družba Hit oziroma zakaj ta sprememba? Ja, mislim, da sem ravno prav usposobljen, da tudi tak izziv sprejmem. V bistvu, kar se tiče prejšnje zaposlitve v Nomagu, nekako ta projekt smo zaključili, se pravi, Nomago se je konsolidiral, postal je največje podjetje na področju mobilnosti v Sloveniji in v bistvu lastniki so se odločili, da Nomago prodajo Slovenskim železnicam, tako da sem v bistvu iskal nov izziv in ga našel tukaj doma v Hitu. Dejansko sem Novogoričan, tako da sem Hit dolga leta spremljal od zunaj in odločil sem se, da vstopim in poskušam, tudi s tem velikim izzivom. No, s Hitom so tako ali drugače, neposredno ali posredno povezani številni v goriškem prostoru. Če pa se spomnimo njegovega vzpona, ki se je zgodil pred 40 leti, je seveda vprašanje, kje je danes Hit? Ja, Hit v bistvu je 40 let kasneje, malo drugačen, kot je bil v začetku. Dejansko je Hit pred 40 leti pomenil veliko prelomnico v bistvu v turizmu na tem področju, saj je prinesel popolnoma nov igralniško-turistični produkt, s katerim se je začel razvoj na tem področju in ne samo na tem področju, kajti Hit je iz destinacije Nova Gorica šel v Kranjsko Goro, kjer imamo enako v bistvu na tej destinaciji naše igralniško-turistične centre. Šel je na Šentilj pri Mariboru, enako tam imamo igralniško-turistični center Mont, v Rogaško Slatino in danes imamo tudi našo odvisno družbo Colosseum Klub v Sarajevu, kjer enako uspešno poslujemo. Ampak, če se vrnem, v bistvu Hit je danes nekako drugačen, kot je bil v tistih časih. Tudi okolje se je bistveno spremenilo, še vedno pa v bistvu Hit stavi na italijanski trg, kjer se je vse skupaj nekako začelo. Namreč naš primarni trg je prav Italija, od koder prihaja preko 99% italijanskih gostov na destinacijo v Novi Gorici. Potem na destinaciji v Kranjski Gori imamo nekako mešano italijansko pa avstrijski trg, pa tudi nekaj več Slovencev je tam. Mondu na Šentilju imamo predvsem avstrijski trg, v Sarajevu pa nekako, trg iz Bližnjega vzhoda. Namreč to je nekako, če rečem, zadnja enklava pred vstopom v Evropo in ocenjujemo, da zna ta trg imeti potencial v nadaljevanju in tako da v bistvu tudi tam naši strateški načrti. Strategijo ste, kot ste izpostavili, pripravili v sodelovanju s številnimi zaposleni, tudi sindikati. Kaj torej predvideva? Ja, res je. V bistvu nova uprava, ki je nastopila s 1. letošnjega leta, si je zadala za cilj, da bo vključujoča, transparentna in na tak način smo se lotili tudi naše nove strategije. S tem namenom smo dejansko, ker smo želeli imeti strategijo,
ki jo bomo, bi rekel, sami postavili, pa tudi sami implementirali. Zato je zelo pomembno bilo, da je v tej fazi priprave strategije sodelovalo čim več zaposlenih s svojimi idejami. In naloga uprave je jasen, da omogoči, da zaposleni, da se bodo realizirali skozi to strategijo. Strategija je zelo moderna, vključujoča, predvsem pa strategija, kot smo jo mi poimenovali, strategija rasti, trajnostnega razvoja, kajti HIT je v zadnjih letih, lahko rečemo, stagniral. Ni imel pomembnih investicij, ki so nujno potrebne, še posebej na destinaciji Nova Gorica. Tukaj so namreč HIT-ovi produkti zelo dotrajani. Če govorimo o največjem, se pravi generatorju igralništva in, bi rekel, prihodkov za HIT, sami Perli, se dejansko ni pomembno vlagalo že nekaj, torej skoraj 20 let. Torej Perla bo prva na, bomo rekli, sporedu. Ja, mogoče prvi je bil prav Dry-Vin, ki smo ga v teh dneh odprli, mogoče v nadaljevanju Dry-Vinu, ampak Perla bo bila najpomembnejša, kajti vemo, da je, kot rečeno, Perla tisti generator, tudi z največ zaposlenimi, 600 zaposlenih samo v Perli, in zato je nujno potrebna investicija v Perlo, se pravi, da sploh lahko normalno obratujemo, ampak jasen, glede na to, da si želimo pritegniti zopet tisti najbolj eminentni trg italijanskih igralcev, bo potrebno, bi rekel, malo bolj celovito poseči, tako da sama strategija, kar se tiče projekta Perla, predvideva nekajletna vlaganja, ne samo v naslednjem letu, ampak v bistvu želimo tudi v nadaljevanju širiti kapacitete, pa, bi rekel, restauracije višjega ranga in tako naprej. Kakšni so pa še ostali strateški, bomo rekli, projekti? No, poleg v bistvu tega, da je potrebno tudi poleg Perle tudi park v Novi Gorici, bi rekel, posodobiti, ja. Imamo še jasen, kot sem prej rekel, torej problem ali pa izziv na veliko nezadovoljstva med zaposlenimi je bilo v preteklih letih v HIT-u, in tukaj je ta plačni sistem oziroma sama organizacija HIT-a, ki je eden izmed najpomembnejših strateških projektov za novo upravo, in v bistvu smo se tega že lotili. Potrebno je sistemski pristop k ponovnemu vrednotenju delovnih mest, sami, če rečemo, sistemizaciji oziroma moderni organizaciji, tako da Novo leto torej prinaša nov plačni sistem v HIT. Ja, če bomo optimistični, konec naslednjega novega leta, kajti v bistvu HIT je velika družba in, bi rekel, uvedba fleksibilne organizacije, ki obsega in reorganizacijo pa sistemizacijo in na koncu plačni sistem, je to kar velik zalogaj. Nekatere uprave pred nami so to poskušale in žal ni uspelo, ampak v bistvu mi prihajamo s sistemskim pristopom in predvsem vključujočim pristopom, kjer že v tej fazi vključujemo vse sindikalne, bi rekel, deležnike, se pravi partnerje, sindikate, svet delavcev, in dejansko zaenkrat projekt poteka konstruktivno in menimo, da s takim tempom bi lahko do konca leta 2025 seveda zaključili ta za nas pomemben projekt, kajti potrebujemo tak plačni sistem, tako organizacijo, da se bo po eni strani HIT lahko prilagajal na trgu, po drugi strani pa, da bodo zaposleni motivirani in dejansko uresničevali strategijo. Morda še med večjimi projekti, ker vemo, da se je pred kratkim ravnokar zaprl center Aurora v Kobaridu. Kakšni so torej vaši načrti za naprej? Ste naredili križ, tako rekoč, nad kobariškim centrom? Torej, sama strategija je strategija rasti in vsi projekti, ki omogočajo ali pa podpirajo rast, so bili takoj podprti. Tisti, bi rekel, izzivi, ki pa tega ne omogočajo, smo se z njimi soočili in se odločili, kako naprej. Eden takih je bila igralnica Aurora, ki je že skoraj 10 let beležila negativen trend. Tako da nova uprava se je po prvih 6 mesecih temu zelo posvetila, analizirala rezultate, možnosti, bi rekel, nekih novih rešitev, tudi s samimi zaposlenimi, ampak
nekako. Ti so bili vsi prezaposleni, kaj ne? Ja, tako, nismo našli neke ustrezne rešitve, zato smo se odločili, da Auroro zapremo. Trg je izgubila 10 let nazaj, ampak v prvi fazi poskrbimo za vse naše zaposlene, ker so zelo dragoceni, imajo znanje in zato smo vse povabili na destinacije v Novo Gorico pa v Kranjsko Goro, tako da večina njih se je odločila za to in so z nami že v novih igralnicah oziroma ostalih restavracijah. Tisti, ki pa se niso, smo jim pa izplačali odpravnine, tako da prvi del tega projekta je zaključen, zdaj še ostane nepremičnina v nadaljevanju. Ki jo puščate odprto za različne možnosti, če sem vas prav razumela. Tako, ja. Nismo še dokončno se odločili, kako bo naprej. No, če lahko spregovorimo malce o tem segmentu, torej investicij v samo igralniško opremo in pa tudi na področju spletnega igralništva imate neke nove načrte. Ja, torej na področju, bi rekel, ponudbe, se pravi, imamo fizične igralnice Hit, kjer se soočamo s, če tako rečem, problemom ali pa izzivom, kako pridobiti tudi nove igralce v igralnice. Vemo pa, da na drugi strani se na spletu pojavljajo, bi rekel, veliki igralci, se pravi na področju spletnega igralništva. Hit ima spletno igralnico Hit Stars, ampak v bistvu v spomladi letošnjega leta je italijanska vlada se odločila, da podeli nove koncesije na tem področju in sicer za obdobje 9 let z kar visoko vrednostjo 7 milijonov evrov, tako da smo se odločili, da postavimo povsem nov projekt na tem področju, ki bo imel ustrezno ekonomiko, da bomo lahko, bi rekel, koncesijo tudi, bi rekel, izplačali oziroma da se bo ta pokrivala, zato pa je potrebna povsem prenova današnje Hitove spletne igralnice. In gremo v to, da bomo spletno igralnico nadgradili z novo platformo, z dodajanjem novih zaposlenih, predvsem na področju, bi rekel, kjer bo imeli delovna mesta visoko dodano vrednost, rabimo pač znanja, kompetence in tukaj bomo odpirali nova delovna mesta za mlade, predvsem in tisti, ki so zainteresirani že danes, pač jih vabim, da se nam pridružijo v nadaljevanju, ko bodo tudi razpisi na to temo. Nedavno ste tudi na dogodku, šlo je za Evropsko združenje oziroma srečanje, posvet pravzaprav Evropskega združenja igralnic, spregovorili na temo izzivov, ki jih prinaša tehnologija, umetna inteligenca in tako naprej. Recimo, kakšni so še ti izzivi z vidika tehnologije? Ja, tudi na področju igralništva seveda v bistvu umetna inteligenca dejansko se kaže in kolikor se da, se že dejansko uporablja, predvsem pri analizah in v bistvu tudi pri samem igralništvu. Tako da to je poseben izziv, ki bo v nadaljevanju tudi na področju potem samih iger zelo zanimiv. In tukaj je bilo res, ko je bila pri nas ta Evropski forum na to temo, se pravi European Casino Association, ki ga je organiziral, so se tukaj pridružili strokovnjaki iz cele Evrope. No, prejle ste izpostavili zaposlene oziroma razvoj človeškega kapitala. Hit že ima ta kapital, ste mnenja, investirali boste veliko, nenazadnje je Hit oziroma skupina zaposluje 1800, nekaj več kot 1800 oseb. Torej, kakšne so ocene tega zaposlovanja v bodoče, že imate kakšne predvidene načrte? Torej, najprej, kot rečeno, bomo speljali projekt fleksibilne organizacije, ki pomeni, da se bo dejansko Hit optimiziral in postavil z novo organizacijo, kar pomeni, da se bodo nekateri zaposleni eventualno z dodatnim znanjem na novih delovnih mestih ali pa, bi rekel, drugače organizirali. Se pravi, želimo najprej vse zaposlene ustrezno razporediti, da bodo lahko, bi rekel, najbolj na svojih mestih dajali tisto, kar najbolj znajo, potem pa v bistvu s temi strateškimi projekti, ki bomo v bodoče, bi rekel, izvajali, pač bomo odpirali nova delovna mesta, takoj zdaj na področju spletnega igralništva.
Letošnje leto je za Hit praznično, saj obeležujete predsednik uprave Sandi Brataševec 40 let in eden od zadnjih dogodkov v sklopu praznovanja je bilo gotovo odprtje igralnice Drive-In v Šempetru. Zakaj pravzaprav v to investicijo, zakaj ste šli v to investicijo in kakšne goste nagovarjate? Ja, to je v bistvu zopet prvi projekt te nove uprave, strateški projekt, kot rečeno. Podprli smo vse projekte, ki omogočajo rast in Drive-In to sigurno omogoča. Ocenili smo, da je potrebno Drive-In postaviti, bi rekel, na novo lokacijo, zato ta selitev iz stare degradirane lokacije v povsem novo, opremljeno in, bi rekel, tudi zelo atraktivno postavljeno, pač kot mi temu rečemo, floor na sami igralnici. Prostori so naši, to je bivši ICIT, tisti, ki poznate, tako da nova igralnica dejansko v bistvu nekako, kot mi pravimo, je nova postojanka za srečo in tukaj nagovarjamo predvsem goste, bližnje goste, ti, ki pač pri nas ne nočijo, ampak v bistvu dnevno odigrajo oziroma se udeležujejo, bi rekel, naših zanimivih ponudb. Med drugim tudi ta igralnica, poleg ne večjega obsega oziroma števila samih avtomatov in miz, ampak dodajamo ponudbo predvsem na področju restavracije, ki je zdaj odprta tudi za zunanje goste, za kosila oziroma, bi rekel, ni potrebno, da gost vstopi v samo igralnico. To je tudi ena izmed posebnost vaših centrov, ali že imate kaj podobnega? Ja, sicer v večjih centrih je to sicer mogoče, ampak v bistvu v Drive-In-u v prejšnjem obsegu to ni bilo mogoče zaradi same destinacije, tako da tukaj nam sam objekt to omogoča in smo to izkoristili, ker ocenjujemo, da v bistvu na ta način lahko nudimo tudi, bi rekel, to storitev za v bistvu vse ljudi, ki se nahajajo v bližini. No, šlo je, če se ne motim, za nekaj več kot 4 milijone evrov vredno investicijo. Verjetno ciljate na ta italijanski trg oziroma si želite tudi kakšnih drugih gostov prav za to igralnico? Ne, izključno vedno govorimo za vse te naše 3 igralnice, se pravi Perlo, Park in Drive-In na tej destinaciji, izključno italijanski gosti, so pa jasno segmentirani v bistvu glede na sam profil gosta, ali pač se pri nas zadržuje več dni in kaj si želijo od same ponudbe, tako da dejansko vsaka igralnica ima svojo specifično ponudbo. In recimo te osnovne, ki se nahaja v Drive-In-u, se pravi tista, kjer se začne, pa do, bi rekel, nekako oaza pozornosti, ki jo ponuja park in je namenjena bolj starejšim gostom, ki si želijo te pozornosti, pa do izredno modernega centra Perla, ki, bi rekel, ponuja tisto, ki bo dejansko še bolj moderen, ja, v nadaljevanju in bo lahko pritegnili še bolj zahtevne goste. In to je zdaj pač tisto, o čemer govorimo, treba je vlagati v infrastrukturo na eni strani, na drugi strani v človeški kapital, zato da lahko potem ponudimo vrhunske produkte, ki pa bodo pritegnili potem tudi vrhunske goste. Prav Perla je eden tistih paradnih konjev, če tako rečemo, na italijanskem trgu, ki je še bolj prepoznan kot znamka Hit, ste mi nedavno povedali. Ja, res to drži. Tisti, ki, bi rekel, poznajo italijanski trg, poznajo tudi, da je na italijanskem trgu blagovna znamka Perle najbolj prepoznana, ne? Se pravi, če smo v Rimu in omenimo Perlo, to, bi rekel, ljudje poznajo. In tudi na to, bi rekel, moč blagovne znamke igramo, ko se pogovarjamo o novi spletni igralnici, namreč nova spletna igralnica se bo imenovala Perla Online, kjer bomo dejansko združili brand Perla in v bistvu igralcem ponudili možnost igranja v fizični igralnici in hkrati potem na onlineu in vse te kombinacije, ki jih omogočajo. Tako da tukaj v nadaljevanju bo jasen razvoj tehnologije in, bi rekel, rast na tem področju zelo pomemben potem za Hit. Se bojite kakšnega scenarija, da se bo v celoti igralništvo selilo na splet, kot se številne dejavnosti dandanes?
Ne, tega se ne bojimo. Verjamemo, da bo, bi rekel, fizično igralništvo ostalo, kajti ta nudi čisto drugačen pristop, ta, bi rekel, socialni del oziroma zabave, bi rekel, ta doživetja, ki jih gost doživi v fizični igralnici, tega na spletu žal ni, če rečemo tako, ne, ker potem na srečo ni. Ja, na srečo ni, no. In tega se ne bojimo in prav v tem, da imamo fizične igralnice, vidimo neko prednost pred ostalimi, ki imajo samo spletne igralnice, in prav tukaj je ta potencial, s katerim želimo nastopiti na italijanskem trgu v prihodnjih letih. Kot smo že omenili, je letošnje leto v Hitu praznično obeležujejo 40-letnico. Rdeča nit letošnjega dogajanja je bila trenutki sreče. Predsednik uprave Sandi Brataševec, po čem si boste sami zapomnili to 40-letnico, po kakšnih dogodkih? Drži, po tej sreči, ki jo doživljamo, dejansko, ko vidimo zadovoljne goste, ki so se udeleževali vseh teh naših prireditev. V Hitu smo se odločili, da ne praznujemo en dan, ampak da praznujemo celo leto in ti trenutki sreče so bili razporejeni čez celo leto. Tako da s temi dogajanjem smo skušali pač povezati in naše zaposlene, kjer smo dejansko organizirali, bi rekel, ta Hitov dan, kjer smo dejansko izpostavili tudi te zaposlene, ki so že 40-letja, na poseben način 40-letja v Hitu. Jih je dosti teh? Ja, kar nekaj jih je, ne. Saj sem rekel, da dejansko po eni strani nagovarjamo mlade, ne, po drugi strani pa imamo kar nekaj takih, ki so že 40 let od začetka v Hitu. Ja. Tako da po drugi strani, če se spomnimo, kot sem že povedal, prva Hitova igralnica v hotelu Park, kjer smo nasadili tudi 40 vrtnic, ja, kjer smo nekako okrepili tudi to povezanost z lokalno skupnostjo. Hkrati smo na ta način tudi organizirali, bili soudeleženi z vami pri Robinovi zabavi, kjer je bil Hitov bingo, podelili smo križarjenje za 2 osebi, tudi tam so bili ti trenutki sreče teh nagrajencev. In seveda za poslovno javnost smo organizirali poseben dogodek v mesecu oktobru, ki smo ga povezali, bi rekel, nekako z mednarodno javnostjo, kajti v tistem trenutku smo v Novi Gorici oziroma v Hitu organizirali tudi ECA Industry Forum. To je najpomembnejši dogodek pri združenju igralnic v Evropi in dejansko tukaj smo v tistem času imeli kar mali Las Vegas, če tako rečemo. Bili so vsi šefi evropskih kazinojev, ki so svojo udeležbo počastili tudi praznovanje dejansko 40 obletnice Hita in jaz mislim, da so bili zelo navdušeni in tudi na ta način se Hit zopet postavlja, bi rekel, na to evropsko sceno, kjer želimo biti in kjer želimo tržiti in kjer se vidimo tudi v prihodnosti. Po drugi strani smo trenutke sreče delili tudi z varnostno-delovnim centrom, s katerim smo skupaj pripravili novoletna darila, zelo simpatična, modelčke za piškote in tudi naša ekipa so se skupaj z njimi udeležili in žal nisem imel časa prisostvovati, ampak piškote sem pa dobil in so zelo okusni, tako da res dogajanje je bilo kar nekaj in zaključujejo se potem tudi z otvoritvijo prejšnji teden igralnice Drive-In. Tako da, ja, kar celo leto je dogajanja, po drugi strani pa jasno nismo pozabili tudi poleg Hitove zabave za naše zaposlene, kjer smo posebej letos omogočili torej posebna druženja za vse zaposlene v različnih Hitovih restavracijah. In tudi jasen na koncu gosti, da rečemo tako, posebna, bi rekel, nagrada 40,000 evrov povezanih v progresivno igro v vseh Hitovih igralnicah. Torej si boste zapomnili, bomo rekli, dobro leto 2024. Ste bili pa tudi dobrodelni, če se ne motim, ob 40-letnici oziroma že kar nekaj let namenjate tudi sredstva dobrodelne namene. Kako torej vrača Hit lokalni skupnosti na ta način?
Ja, Hit je največji zaposlovalec na Goriškem ponovno in dejansko se tega zaveda, te svoje družbene odgovornosti in tudi vrača na različne načine. In dejansko, kar se nam zdi najpomembnejše, je, da vračamo skozi različna donatorstva, sponzorstva. Mi preko 50 društev dejansko vsako leto doniramo preko 250 000 evrov. Sodelovali smo tudi pri, bi rekel, finančni pomoči za drsališče letos in V Novi Gorici? v Novi Gorici, ja. Tako da, kjer se da, pomagamo in smo veseli, ko vidimo, bi rekel, te trenutke sreče teh, bi rekel, donircev in dejansko ta njihov odziv, ki je za nas zelo pomemben. Nova Gorica velja za slovenski Las Vegas, vendar pa smo od znamenitega zabaviščnega mesta še zelo daleč. Na srečo bi rekli nekateri, ampak ne govorimo o tem, da bi morali celotno mesto preurediti po tem vzoru, pa vendar, kakšna bi še lahko bila dodana vrednost za gosta, ki obišče Hitove igralnice oziroma katerega izmed vaših centrov in si morda želi še kakšne dodatne ponudbe. Vemo tudi, da je pred vrati Evropska prestolnica kulture, obeh Goric. Imate oziroma si obetate tudi v Hitu kaj na ta račun? Ja, vsekakor je vedno za Hit dobrodošlo, da bi rekel tudi samo mesto oziroma destinacija bi rekel naredi nekaj za turizem, ne? In kajti, ko prihajajo turisti, so pomembni za vse tiste subjekte, ki se nahajajo na destinaciji, in tako da si tudi mi jasno obetamo kar nekaj od, bi rekel, Evropske prestolnice kulture. Saj tukaj imamo Hit edini velike kapacitete, se pravi hotele na destinaciji. Res pa je tudi, da so naše kapacitete v vikendih zasedene z našimi gosti, tako da, ampak mislim, da se bo najdel prostor za vse turiste in tako, kot ste prej omenili Las Vegas, tako se dogaja tudi v Las Vegasu, namreč čez vikende igralniški gostje, med tednom razni dogodki in kongresi, ja, in mi mislimo, da je ta destinacija dejansko prava, ne, tudi za kaj več kot samo Slovenijo, ne, tako da bi v nadaljevanju tudi skladno strategijo želeli, bi rekel, Novo Gorico oziroma Hitove resorte postaviti na zemljevid evropskih dogodkov in ja, tudi tukaj, torej Evropska prestolnica kulture, si pač predstavljamo, da se bo kar nekaj dogodkov eventualno odvijalo tudi pri nas. Torej sinergija z lokalnim turizmom, no, če pa se zazremo še malce v leto 2025, kakšne so vaše osebne pa tudi poslovne želje morda za Hit? No, mogoče najprej poslovne, ker mi je lažje, ker sem kar vpet, tako da ja, res si želim, da bi naša strategija, ki je zelo smelo, optimistično nastavljena, se realizirala, kar je predvideno za leto 2025, ker bi dejansko na ta način ogromno pomenila za vse zaposlene in tudi za kraj, tako da bi bile uresničene želje tudi zaposlenih ljudi, lokalnih skupnosti, kajti od Hita, vemo, je odvisno veliko ljudi in tudi naših partnerjev, lokalnih. Morda samo še eno podvprašanje, prej ste ravno omenili, ko je strategija nastajala v sodelovanju z zaposlenimi, da je bila tudi klima med zaposlenimi slaba. Imate občutek, da se je to še kaj obrnilo? Ja, jaz mislim, da v bistvu torej ta transformacija, ki se dogaja v tem trenutku v Hitu in ki je nek proces, ki bo trajal kar nekaj časa, pomembno vpliva na samo klimo, kajti ljudje, ko se čutimo realizirani, se počutimo drugače, se počutimo, bi rekel, bolj zadovoljni in tukaj čutimo ta preobrat, da zaposleni, vsaj to, kar imamo občutek, je boljši, predvsem s tem, ko tudi sami vidijo možnost ponovne rasti Hita in dejansko s tem tudi rasti vseh zaposlenih in boljših pogojev dela. Če se mogoče zdaj vrnem na moje osebne želje, ja, v bistvu mogoče si želim, da pač prvo leto v Hitu je bilo zelo naporno, pa da v naslednjem letu najdem čas, da grem tudi jaz malo po svetu iskat mogoče kakšna doživetja,
pa se mi utrne tudi kakšna nova ideja, ki jo lahko prinesem domov in jo bomo skupaj realizirali. Še morda eno kratko voščilo, tako vašim zaposlenim kot prijateljem, pa tudi našim poslušalcem, kaj bi jim zaželeli v novem letu? Zaželel bi najprej, bi rekel, vsem tistim, ki bodo čez praznike delali, tako kot mi, najprej njim, potem poslušalcem Radia Robin in vsem vam tukaj. Najbolj bi želel teh prijetnih, toplih trenutkov sreče in mislim takih lep, prijetnih doživetij. To se mi zdi, da je najpomembnejše v življenju, da imamo te lepe trenutke in ta doživetja, ki nas bogatijo in nekako, bi rekel, delajo srečne. Predsednik uprave Hita, Sandi Brataševec, hvala lepa za pogovor in obisk v studiu in vse dobro v letu 2025. Hvala. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami in prijeten dan še naprej. Več prazničnega vzdušja z Radijem Robin. Pokrovitelji Eurospin, praznični nakup, Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program iz podjetja Safor in Big Bang.